V okviru projekta Rediscover je Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota združil turistične ponudnike, zgodovinarje, zavode, občine in druge, ki se jih dotika tema judovske kulturne dediščine. Pomurje je absolutno aktualno za goste iz Izraela prav v tem segmentu, torej skupne zgodovine in teh zgodb, ki povezujejo judovski in slovenski narod v preteklosti, se pravi tukajšnje življenje, razne hiše, spomeniki, ki so ostali in različne pozitivne zgodbe, ki jih Izraelci zelo pozitivno sprejemajo in ki so lahko tudi zelo tako dobro izhodišče za boljše eno razumevanje med državama in tudi za večje, boljše poznavanje. V sklopu tretjega srečanja so izvedli delavnico o povezovanju ponudnikov v okviru turističnih produktov na temo judovske kulturne dediščine. Udeleženci so se pogovarjali o priložnostih za razvoj skupnih turističnih produktov, o povezovanju ter nadaljnjih skupnih aktivnostih na območju Pomurja in Maribora. Glede na to, da je več kot polovica Izraela zavzema puščava, je Slovenija za izraelske goste izredno zanimiva kot zelena, aktivna destinacija. Je Slovenija zelo atraktivna, nudi to, kar dejansko nekako iščejo, kar jih zanima, zeleno, veliko narave, vode in tako naprej. To, kar doma nimajo, seveda tudi spet povezano s tem, da jim lahko nudimo to prehrano, ki jo iščejo. Tako da smo zelo zadovoljni. Po letnih mesecih so to skupine, imamo pa tudi čez celo leto tudi nekaj individualnih gostov, tako da lahko povemo, da se te številke kar rastejo in so postali že kar pomemben segment v celotni strukturi naših gostov. V zadnjih letih se je zelo povečalo zanimanje izraelskih gostov za Slovenijo. Predvsem imajo radi zeleno naravo, vreme, torej razna druga turistična ponudba, ki je vezana na skupno zgodovino obeh narodov, tako da je zanimanje vedno večje in mislimo, da v prihodnje se bo to v bistvu še izboljšalo. Tukaj je ogromno judovske dediščine, potrebno je pa pametno zastaviti produkte. Danes smo recimo že prišli na idejo iz zgodb, ko smo slišali pričevanje gospe, ki je rojena v Prekmurju, da so nekoč imenovali Mursko Soboto kot Mala Amerika oziroma Prekmurje Mala Amerika, ker ni bilo nikakršnega pomanjkanja. Po drugi strani je nek prekmurski Jud menda razvil, dizajniral steklenico za Pepsi, in menda tudi prekmurska gibanica nekako izvira iz judovskih receptov. Torej imamo že slogan: pridite v Malo Ameriko na prekmursko gibanico in Pepsi.